Na pogon dveh 20-letnikov je Slovan prišel do tretje zmage na zadnjih 4 obračunih. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. November za pozabo pri Triglavu. Kranjčani so pred svojimi navijači izgubili proti vodilni Nafti, a bodo v zadnjem krogu pred premorom imeli priložnost, da doma popravijo vtis. Dva nekdanja prvoligaša, Krefl proti Korunu, Rudar proti Taboru. Velenjčani so dosegli najvišjo zmago sezone. Jeseničani so prekinili serijo 12 tekem brez zmage, z Eurogolom so načeli mrežo Dravinje. Brinje Grosuplje se drži Nafte, medtem ko so Beltinci Klimat Ratnjak skočili na tretje mesto po zmagi proti Iliriji. Pregled kroga začenjamo v mestu Vrtnic. Krško je v drugi ligi dvakrat gostovalo v Novi Gorici in v obeh primerih izgubilo. Krčani so v mesto Vrtnic prišli s popotnico domače zmage proti Dravinji. Pogumneje so začeli gostitelji. Po globinski podaji je imel Dalmejda na levici žogo za vodstvo, a je ciljal naravnost v Marka Zalokarja. Nekdani vratar prvoligašev Mure in Maribora je bil v 18. minuti že premagan. Kitek je izvrstno izvedel prosti strel, a je goste reševal okvir vrat. Najlepšo priložnost so gostje, ki so igrali v sivo-zeleni kombinaciji, imeli v 24. minuti. Udarec z dobrih 11 metrov ni veliko zgrešil cilja. Ko je sodnik že imel piščalko v ustih, da bo naznanil konec prvega polčasa, pa je padel gol za Novo Gorico. Predložek je s kota v mrežo pospravil Dalmejda. V drugem polčasu Gorica ni več igrala tako pogumno kot v prvem. Po dobrih 15 minutah nadaljevanja je bil izid na semaforju poravnan. Gol je dosegel rezervist Penezič, ki je na zelenico vstopil le minuto pred tem. Tudi gol za zmago Krškega je prišel po akciji na desni strani. V drsečem startu je na drugi vratnici uspel žogo za hrbet Alena Jurce pospraviti Mančuku. Prvi gol v prvenstvu za nigerijskega 21-letnega nogometaša in druga zaporedna zmaga za Krško. Biljam je dvakrat na 4 obračunih na gostovanju pri Brinju Grosuplju uspelo zmagati zadnjič pred 2 letoma, vendar sta se tu podsrečali ekipi, ki sta v nasprotujoči si formi. Domači nizajo zmage, Bilje pa 6 zaporednih krogov niso osvojile polnega izkupička. Po 21 minutah igre je padel prvi gol. Kot že ničkolikokrat letos je Brinje Grosuplje izkoristilo prekinitev. Skok z glavo in žoga v mreži po zadnjem dotiku Gašperja Črneta. V 33 minuti je moral Lipičar, ki je ob tej priložnosti nosil kapetanski trak, še drugič pobrati žogo iz svoje mreže. Na daljšo vratnico je ciljal Tin Levanič. Hrvaški igralec je dosegel svoj drugi gol v prvenstvu. Tekma je bila zapečatena hitro po začetku drugega polčasa. Prodanović je z desne strani kazenskega prostora v sredino poslal žogo po tleh. Pred vratarjem Bil je s peto posredoval Gašper Črnet ter dosegel še svoj drugi gol večera. Šesta domača zmaga za Brinje Grosuplje. Bilje se kljub novemu porazu še vedno držijo na levi strani razpredelnice. Triglav ima v novembru precej neugoden razpored. Potem, ko je v začetku meseca igral doma in izgubil s Taborom, je nato klonil še proti Bistrici. Nafta je potihem upala, da bo izkoristila slab niz Gorencev ter v zadnji jesenski krog vstopila na prvem mestu razpredelnice. Tekla je 5. minuta, ko je Pavle Bonič v kazanskem prostoru zrušil Aleksa Pihlerja. Tako sta se iz oči v oči srečala Maroša in pa Mulalič. Gorenski čuvaj mreže se je vrgel v pravo smer, vendar je Naftina 17-tica streljala tako dobro, da je žoga šla tik ob vratnici. Le nekaj minut kasneje smo videli novo zrelo priložnost za Nafto. Maroša se je sam odpravil v napad, a sta ga v odločilnem trenutku dohitela 2 branilca in mu preprečila lahek zaključek. V zadnjih minutah srečanja je priložnost za igro dobil Marcos Tavares mlajši. Lani je za Bistrico dosegel 4 gole na 24 tekmah, njegov zadetek proti Triglavu pa je bil prvi v dresu Nafte. Jadran je na novomeškem Portovalu gostoval 8. in niti enkrat Primorci niso z Dolenjske prišli na obalo s 3 točkami. Tekmo so začeli na neobičajen način s takojšnjo žogo v gol-out in nato visokim pokrivanjem.
Skoraj ves prvi polčas je šel mimo brez gola, nato pa kot zakrkal v 39. minuti. Žogo je lahko na drugi vratnici ustavil Josip Krznarič, se izmuznil dvema branilcema in čeprav se je Raul Bezeljak žoge dotaknil, je vseeno končala za njegovim hrbtom. Dobrih 10 minut pred koncem tekme je bilo vroče v kazanskem prostoru. Bičanič je res da zadev, vendar se je pri predhodnem poskusu nahajal v prepovedanem položaju in sodnik Radževič je zadetek razveljavil. Jadran se je odprl, Krka je pretila s protinapadi. Bezeljak se je moral izkazati s parado, rezultat je ostal nespremenjen. Zeleni so imeli še vedno prednost enega gola. Naskok je gostiteljem uspelo zadržati do konca. Jeseničani so pred gostovanjem pri Dravinji strnili vrste in se odločno podali v srečanje. Trenerju Botoniču se je že nekoliko tresel stolček, saj je bila ekipa brez zmage 12 krogov. Morda so gostitelji tudi nekoliko podcenjevali Gorence. Gol so rdeči dosegli že pred 20. minuto, vendar je stranski sodnik dvignil zastavico zaradi prepovedanega položaja. Rdeči so leteli kot zastavo. Po prodoru na desnem krilu je dobil žogo na pladnju Lazar Ikač. Žoga je v zadnjem trenutku nekoliko odskočila in napadalec je z neposredne bližine zgrešil cilj. Upravičeno se je prijel za glavo. V drugem delu so prvi imeli lepo priložnost domačini, a niso bili učinkoviti, na kar so jih Jeseničani kaznovali s pravim evrogolom. Na levi strani je preigraval Ahmetaj, nato pa sprožil strel, ki je presenetil Domna Mrežarja. Zadetek bo resen kandidat za najgol drugoligaške sezone. Jeseničanom je šlo vse od nog. V 58. minuti se je za napako v prvem polčasu odkupil Ikač. Tudi on je, podobno kot Ahmetaj, udaril z leve strani. Mrežar je še drugič klonil. Dravinja je izgubila domače srečanje, pred svojimi gledalci so letos od 7 dobili le 2 tekmi. Beltinci Klimatratnik so na zadnjih 2 domačih tekmah izgubili in s tem zdrsnili na lestvici. Ilirija je zadnji 2 gostovanji pri žutih dobila, obe tekmi sta se končali z 1:2. Rumeni so imeli to pot prestavo več, zelo učinkoviti so bili v prvem polčasu. Podobno kot na srečanju proti Jesenicam so pred odmorom imeli že zmago v žepu. 3 gole so dosegli do polčasa. Dominik Drk je začel s polnjenjem mreže. V 26. minuti so Ljubljančani izenačili, vendar je bil gol razveljavljen. Sekundni kazalec ni naredil 2 krogov, ko so na nasprotni strani Beltinci imeli kot. Žoga je ostala pred golom, v mrežo jo je potisnil branilec Luka Hunjet. Visok pritisk so izvajali Beltinci, Ilirija je imela težave z organizacijo napada iz zadnje linije. Prestrežena žoga je prišla do Bajraja. Ustavil si jo je in nato streljal z levico na oddaljenejšo vratnico. Pravi podvig bi morala Ilirija pripraviti, če bi želela nadoknaditi 3 gole zaostanka. Gostom ni uspelo, so pa 10 minut pred koncem le dosegli častni gol. Po protinapadu je bil uspešen Augustin Sabeja. Beltinci so zabeležili 10. ligaško zmago. Končano je srečanje 15. kroga. Slovan letos še ni premagal ekipe, ki bi se nahajala od 6. mesta navzgor. Lepa priložnost, da se od domače publike poslovijo z dobrim rezultatom pred zimskim premorom, je bila tekma s Keti, Emi in Polbestrico. Kako se izpelje protinapad, sta v 26. minuti prikazala vratar Tribunčević in pa Tijan Kujović. Čuvaj mreže je z dolgo podajo svojega kazanskega prostora zaposlil napadalca. Nihče od soigralcev se mu ni priključil v kazanskem prostoru, zato je nekdanji slovenski reprezentant v mlajših selekcijah storil vse sam. Vrhunski zadetek. V 38. minuti je zadetek proslavljal še eden od Slovanove mlajše garde. Aleks Ristić je leta 2005 rojeni napadalec. Tudi on je dal skozi kar nekaj mlajših selekcij slovenske reprezentance. Na 65. nastopu v drugi ligi je dosegel 11. zadetek. Napadi Bistrice so bili brezzobi. Slovan je uspel na drugi zaporedni domači tekmi ohraniti mrežo nedotaknjeno. Rudar bo jesenski del sezone zaključil z 2 domačima tekmama, v tokratnem krogu je v Velenje prišel Tabor. Zelo hitro se je začelo dogajati, tekma z največ zadetki v aktualnem krogu se je otvorila z zgodnjo prednostjo Rudarja, ko je zadel Vošnjak, a 2 minuti kasneje smo imeli znova izenačenje.
Z najstrožje kazni je bil uspešen Uroš Korun. Če imajo Sežančani v svojem kadru Koruna, izkušnje Rudarju daje dolgoletni prvoligaš Krefl. Nekdanji član Olimpije in Celja je uspešno izvedel strel z 11 metrov, ko je tekla 18. minuta. Nato pa se je levi bočni nogometaš izkazal še ob zaključku polčasa. V 43. minuti je Rudar popeljal do vodstva s 3:1. Ob polčasu trenerja nista opravila menjav. V 73. minuti je Kljun dosegel gol za zadetek nekdanjega. Za Tabor je igral 2 sezoni. Obrambni sistem Sežancev, ki so do tega trenutka imeli granitno zadnjo linijo z le 8 prejetimi zadetki, je odpovedal. Še 5. so morali pobrati žogo iz svoje mreže v 1. minuti sodnikovega podaljška. Videli smo še tretjo 11-metrovko na tekmi. Izvajal jo je in zadel Kulenović. Spoštovani, to... 1:0 je bilo na tekmi Krke in Jadrana Dekanov. Z težkega gostovanja v Kranju se Nafta vrača zmago 2:0. Preobrat je pripravilo Krško Posavje v Novi Gorici od zaostanka z 0:1 do zmage z 2:1. Brinje Grosuplje je odpravilo Bilje s 3:0. Jesenice so se po seriji slabih rezultatov dvignile pri Dravinji z rezultatom 2:0. Tak je bil tudi izid na tekmi Slovana in Ketija Emi Impol Bistrice. Beltinci Klima Tratnik so bili s 3:1 boljši od Ilirije. Rudar je ugnal Prlsent Tabor Sežano s 5:1. Beltinci Klima Tratnik so preskočili Prlsent Tabor Sežano in so zdaj prvi zasledovalci Brinja Grosuplja in Nafte. Lendavčani imajo na vrhu 2 točki prednosti. 5. je Triglav, 6. Keti Emi Impol Bistrica. Bilje se držijo 7. mesta, a zdaj imajo Rudar tik za petami. Nedalec stran je tudi Slovan. Krka ima 17 točk, Krško Posavje 16, Dravinja ostaja pri 14, Jadran Dekani jih imajo 12. Na predzadnjem mestu so Jesenice dohitele Ilirijo, Gorica je 16. Naslednji je zadnji krog pred zimskim premorom. V Novo mesto prihaja Prlsent Tabor Sežana. Rudar Velenje igra s Keti Emi Impol Bistrico. Derbi kroga s televizijskim prenosom bo tekma Brinje Grosuplje proti Beltincim Klimi Tratnik. V petek bo še obračun Triglava in Bil. 3 tekme so nato v soboto: Slovan proti Nafti, Ilirija s Krškim Posavjem. V Gorici obračun dna med Vrtnicami in Jesenicami, v nedeljo pa še tekma Dravinje in Jadrana Dekanov.